Gre za res en poseben projekt, ki ima eno posebno sporočilo, posebno noto, kot sem danes že v govoru ob sami otvoritvi tega objekta poudarila. Pomembno mi je, da se s tem objektom tudi ljudje ali pa velika večina njih identificira, da so ponosni, da so v Kungoti doma, da so ponosni na to, kaj delamo. Tudi združili smo različne vsebine, torej ni samo nogomet tisti, ampak so tudi kulturniki in pa ostala društva, ki delujejo na območju predvsem Spodnje Kungote, tudi naši najstarejši prebivalci, da jih vključujemo v ta medgeneracijski športni center, ker dejstvo je, da Spodnja Kungota kot vaška skupnost, kjer najhitreje tudi narašča število prebivalcev, ni imela nekega osrednjega prostora, osrednjega centra dogajanja. Vse ostale vaške skupnosti imajo bodisi trg ali pa staro jedro ob cerkvi, tega v Spodnji Kungoti ni, tako da ni do sedaj bilo in s tem projektom smo na nek način začeli arhitekturno z veliko mero spoštovanja tudi do prostora oblikovati to, kar smo naredili, in jaz mislim, da nam je uspelo. Se pravi, bi znali našteti zdaj skoraj vse tiste, ki bodo tu noter? Torej, še vedno bomo ponujali streho vsem tistim, ki so že delovali v prejšnjem dotrajanem objektu, to je Nogometni klub Kungota, Društvo upokojencev Spodnja Kungota, Kulturno-umetniško društvo Lipa, naša vaška skupnost v Spodnji Kungoti in pa seveda naši glasbeniki Kungoška pleh muzika. Tako da trudili smo se z samo tudi razporeditvijo prostorov na način, da bo ta objekt živel na polno vse dni v letu, ves čas. Zagotovo bomo povabili tudi našo osnovno šolo k uporabi tega objekta in pa seveda tudi zunanje deležnike, ki bi lahko dodatne vsebine ponudili tudi našim občankam in občanom. Zadnje športno igrišče oziroma nogometno igrišče, ki pa tudi nudi tribuno svoja doživetja. Drži, tudi arhitekturno smo se potrudili, da je sama tribuna zasnovana na način, da ni samo primerna za nogometne tekme, ampak tudi za koncerte in kulturne prireditve, da ima v bistvu podobo amfiteatra, zato smo tudi z arhitektom se dogovorili, da ne gremo na klasične sedeže, ker v tem nivoju igranja niso obvezno predpisani in da imamo v bistvu gledališče na prostem, tudi že Kungoška pleh muzika snuje z nami načrte, kako narediti en kulturni dogodek pod zvezdami. Tako da ja, res si želimo, da bi to živelo skozi celo leto za čim več vsebin in za čim več ljudi.